Vsi ga poznate. Je brez dlake na jeziku. Ima jajca. Pravzaprav ima 6 jajc. Zadnji borec za resnico. Reporter Milan. Čakaj, to pa zarabi fanfare. Dame in gospodje, prvič v 14 letih v resnici reporterja Milana. Gost resnice, danes ekskluzivno, Filip Flisar. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice. Ta trenutek imam posebnega gosta tukaj na ulicah našega mesta in sicer nam je uspelo dobiti pred mikrofon ponos Maribora, bi lahko rekli enega izmed ponosov Maribora, Filip Flisar, svetovni prvak. Filip, dober dan. Ja, serbo, zdravo, ne? Filip, ti si Štajerc papiri, ne, kot se mu reče. Ja, pa je, nekaj papire imam doma, ne? In seveda navijač Maribora, ne? Ja, seveda, ne, lokalni patriot, ni problema. A se ti zavedaš, Filip, to je recimo eno tako vprašanje, da ko ti govoriš, te do Celja pogojno razumejo, naprej pa si samo mislijo, kaj si rekel? Ja, čakaj, samo te se morajo pač se bodo naučili, ne, ker zdaj nimaš kaj, ne. Treba je, ne. Filip, vemo, da je bilo v polfinalu na svetovnem prvenstvu, sta imela s Francozom, tvojim velikim prijateljem, pod narekovaj, eno bližnje srečanje, ki si ga dobro prestal. Kaj bi bilo, recimo, če bi ti takrat padel, pa pol z enim pancarom prikrumpal v cilj? Ja, ali bi jaz, ali bi pa že moji navijači, po mojem tam neke ketne dobili kolofonijo, pa bi ga poharali noter v korito vroči vodi, tako da definitivno ne bi mu bilo vredi, ne. Torej, tudi tvoji navijači so bili fantastični, med njimi je bilo tudi nekaj direktorjev, so tudi oni zgoraj brez skakali? Ja, oni so se spustili par let v preteklost, ne, v hipijado in so stopili v nostalgične momente, tako da so šli zraven, tako je treba. Ni noben, ni popustil, ni za milimeter. Ja, lahko malo zmotim. Gospa, intervju imamo zdaj. Ne, tu vas gledam, zdaj ko se pogovarjate, ne moram mimo tega, kako me gospod spominja na mojega Edota pokojnega, Bog mu daj večni mir, tak je bil, točno taki. Z brki. Pa gospa, imam intervju tu v svetovnem prvaku. Ja, pa točno tak je bil. Hvala lepa, kaj naj rečem, fajn, lep dan želim, ja. Ja, fajn je bilo, ja, ko se je podmornica dol spustil, so te brki, ja. Dobro, gospa, hvala lepa. Filip, samo še to, ker vemo, da si priložnostni vinar, tudi kak je bila letina doma? Ja, slaba, ker če je bilo toliko dežja, kaj te naj narediš, ne, da nam je zgnililo vse in letos v bistvu nismo imeli trgatev, ampak smo imeli vtrgatev, ne, tako da smo se ga mi vtrgali, če že nismo mogli grozdja, ne. In to zdaj samo po sebi se zdaj tu ponuja vprašanje prehrana vrhunskega športnika, tudi tu si vrhunski, ne, po mariborsko verjetno, ne? Ja, seveda, ne, se pa te na tih prahih, pa to gor rast ne moramo, ne, se to, veš, da je treba narezati neke šunke, neke pršute, pa je to, ne, zaseko namažeš, pa laufaš to še 3 ure, če treba. Kaj ti lahko Edo rečem, tako me spominjaš, kaj si mazanje omenil? Dobro, gospa, hvala lepa. Filip, veliko uspehov želimo še naprej. Ja, hvala, ne, nimaš kaj, veš, da bomo stisnili, ko je treba, ne. In se vidimo danes ob 4 na trgu Leona Štuklja na sprejemu Filipov čas, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.